Dobro jutro, upam, da ste v redu. Dal sem vam bobančke in moj najboljši album, ki mi je dal dihati med tem, ko sem preživljal svoje, bom rekel, najtežje obdobje, kjer sem se kjer me je življenje rinilo čist v sam kot. In tle mi je Aki Rahimovski dal ful veliko moč, ta CD se je namreč zataknil, ni se ga dalo ven iz CD-playerja dati iz avta in enostavno se je vrtil in mogel se je, ker sem obdelal vsako njegovo besedo. Moje ime ni važno, jer je namjera, vse je bilo to namenoma, nič ni naključno, ne vaše imena, ne naša imena, naši priimki, naša lokacija rojstva in vse je točno po planu, ker smo se mi že en štuk višji odločili, da pridemo dol malo pomagati. Moraš prvo puzati, da bi znal hodati. Vse to so njegove odlične misli, navodila, spoznanja, motivacija. In kdo bi si mislil takrat, ko sem to poslušal, da bom jaz tudi se spustil v to neke vrste motivacijo, ne? In naj bo. Nekdo pred njim je bil tudi motivator in je rekel, ne boste nas, ne, nikoli nas ne boste. In to je napisano na spomeniku, mislim, da v Radljah, ta zapis pa pripada Prežihovmu Vorancu, ne? Je rekel, ne boste nas, nikoli nas ne boste, ne? In zdaj kdo koga, ne? Zdaj javno ni smel povedati narcisi, ne boste nas empatov, tega on ni smel povedati, ker narcizem je bila strašno skrita stvar, celo okrog obrnjena, narcis je taki, se v jezero gleda in tako naprej. Pravljica devo, pač pravljica za zavajanje, ne? In temu Prežihu je se sovpada v tem trenutku pesem Slovencev, ne? Slovenska pesem. In je toliko dobra, večkrat sem že izsek vam povedal, toliko je dobra, da vam jo bom prebral, da se boste zavedali, da je govoril ta fant kaj več kot o smislu partizanov, a ne o tem, da je bil on pač heroj. On je bil moder človek, on je bil odprt in pogumen in valjda so ga ubili. Mislim, da pri 22, če sem prav seznanjen. Gre pa takole, samo milijon nas je, milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo mu kri biriči. Biriči so tisti, ki izdajajo zakone. En sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potoči ovene, ker mi nismo le številke, smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno in lajajo, da nas je malo, da v uporu bi vse pobralo. Če ne bi bilo, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogamo vsak ukaz, tedaj bi nas že zdavnaj bil odnesel plas. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo, zdahnili bi, da ne trpimo z uporno dvignjeno glavo. Mamo, nismo mi trhle bilke, halo, malo nas je. Ti pripadniki sistema trdijo, čist malo nas je, malo vas je. Ja, mislim, milijon, ampak mi glave ne klonemo in mi nismo tisti hlapci, ki kar ubogamo, kaj čem, tako moram, sem samo v službi. Mi teh ukazov ne ubogamo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker imamo svoj ukaz noter, ki je moralno etični. Naš notranji jaz pravi, ne boš delal proti ljudem, ne boš. In ne moramo mi narediti izvornega greha. Ne gre, ne morajo nas. In zaradi tega so oni naštimali eno celo gajbo raznih ukanj, kako bi nas dobili v svoje zanke, vendar ne gre jim, da se na glavo postaviš
In mi je ful zanimivo gledati. Včeraj sem gledal sejo občinskega sveta pri nas. Ne? Mislim, zdrav človek ne razume, kaj govorijo. Mislim, štekaš, ampak oni grejo, mislim, pazi, ena psihološka stvar je, človek si ne more zapomniti, če sliši številko zelo natančno v kontekstu 2,8332 evra se spremeni na 2,1365 evra. Tudi človek stari zdaj, koliko je bila prva številka? Ne zamemoriramo. Mi moramo reči, dobre 2 evra, podražilo se je za nekaj centov ali pocenilo ali nekaj procentov. Okrog 1000, manj kot 1000, to so podatki, ki si jih ljudje zapomnimo. In pazi, bodite pozorni, vsi radiji, vsi mediji, vsi, ki hočejo biti hudo učeni in natančni, vendar totalno nerazumljivi, govorijo točno številke, ki si jih ne moreš zapomniti. In včeraj na tej seji vse številke so bile v piko natančne, sem rekel, mislim, prav namenoma vsi so podučeni, kako se komunicira. Pa se pa zgodi neka mala razprava, ko je en pri drugemu skratka, ni problema, soglasno podprejo 60% zvišanje podražitve vode, ne? Ker pač imamo 90% izgube na nekem vodovodu, ne? Pač dajmo plačati čak 90% izgube, stari moj. Pa čak sem mal, je star vodovod, mislim pa najbrž je bilo pred tem že 80, 70, 60%, pa bi bilo mogoče ta odsek kdaj za pogledati. Pa ne bom se spotikal v to, ker nisem politični veljak, ker niti nikoli ne bom, ker tudi nisem zastopam infrastrukturo, imamo, nekdo jo je naredil in tudi popraviti je treba, se strinjam, absolutno, ampak da bomo pa kar plačevali, pa to ne gre, mislim, dajmo zorganizirati stvari drugače, tako je svet zaglajzal v 3 krasne in bo treba res vse zradirati in iti čisto od začetka. Jaz upam, da Q ima tudi pripravljene že te sheme, kako bomo kot ljudje na lokalnem in, bom rekel, širšem teritoriju delovali, zato ker to ni pa nič, ne. To ni pa nič, da se toliko denarja strese, zato da se razprava podpre z 100%, podražimo. Pustimo stati, jaz sem hotel vam reči, kako trapasto so podajane informacije, kako je izguba časa, ker nihče tega ne razume. V bistvu tistih nekaj 10, ne vem, če sploh rabi razumeti, mora sem zelen kartonček dvigan, zato ker v dobi digitalizacije in tudi digitalno pač tole, kaj se reče, glasovanje ne dela, ne, ampak valjda od vseh prisotnih živ, boh nima veze, nima pojma, kako ta stvar funkcionira, ne, mislim, žalostno precej, ne, pa tako so, oni so umni, vele umni, a ne, zelo umni, oni niso neumni, oni vse vejo, ne, edino ne morejo čist nič narediti, zato ker pač nimajo strokovnjaka za te stvari. Ja, za vse mora biti strokovna roka, ne more kar vsak po računalniku šariti, ne, mislim, tudi če se gre za glasovanje, zelo pomembno, ker nas zanima, kdo je kaj komu glasoval, lej pač ne znajo. Ja, precej žalostno, zato, ker so fokusirani vsak samo v svojo kajlo in lajšto in to je pač to, da so to hlapci, ki ubogajo biriče svoje, je rekel Kajuh, kaj ne? Ene drevo divjega kostanja, polno plodov, noben tega ne rabi, divji kostan smo posadili, ne, so bili posajeni divji kostanji, polno sadežev, pa nobenih ne je. To, hruške ven, in pa jabuka ven, pa orehe ven, divji kostan je pa krasen. Sam da ne bi bila hrana še za koga, ne. Tako so nam počeli, Inaki Rahimovski je te stvari že davno opazil, ker je bil awareness, ker je znal opazovati, situacije se vidi, to z očmi, ene pa z ušesi in očmi, ene pa s tem, kako s povezovanjem dogodkov, s povezovanjem izjav oziroma teh, bom rekel, natresenih laži, ki jih narukajo. Ti rukeljni, ne. Zdajle mi je kar vroča ratala, sem mislil, da ne snemam. Dobro, jaz sem vam hotel dati nekaj opogumljajočega v kontekstu ne boste nas, nikoli nas ne boste. In če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak ukaz, bi nas že zdavnaj bil odnesel plaz, ker pač ne ubogamo. In kaj lahko iz tega razberemo? Ja, ne ubogamo, ne?
koronskih ukrepov nismo ubogali. Enega kričanja, ne? In kaj se izkaže v zelo kratkem času, da izgleda, da temačni, če bi imeli svojo moč prisotno, zagotovo ne bi vrnili denarja, ker so preveč lačni in preveč pohlepni. Zdaj pa je sodišče odločilo, da je treba vse globe, ki so bile napisane v času koronskih in glede koronskih ukrepov, je treba vrniti. Opa, bato, kdo bo pa plačal te njihove stroške za izdelavo kazni in pa stroške za povračilo kazni, kdo pa zdaj to plača? Ja, pa spet mi, spet bo pa elektrika dražja, ne? Ker elektrika tudi je šla mnogo gor, sem včeraj poslušal, iz leta 2021 je bila megavatna ura 50 evrov, zdaj je pa 217, ne? Pač, štirikrat se podraži, nikaj, pač elektrarna voda na turbino dražje teče, nikaj. Ampak je pa super, če lahko koristimo električne avtomobile, saj pa je to najbolj ugodno, zelena energija, ne. Imamo mi laži in ne ubogamo vseh banan, ne ubogamo slepo vsega in se pač ne damo. Koronskih ukrepov nismo upoštevali, nismo se šli cepiti, nismo nosili mask, zaradi tega, ker imamo s katerim smo razkontali, da nešto ne valja. Pa se ne rabi biti človek pretirano inteligenten pa diplomiran, sam pozoren. In o pozornosti smo mi porabili kar mnogo besed in razlag in bi bilo super, da na pozornost date še več pozornosti. Pozornost na kvadrat. Res treba jih je opazovati in danes sem objavil filmček, ki je nastal kdaj v marcu o razkritju narcizma. Razkrivajo se, ne? Zaradi tega, ker jih mi prepoznavamo. In nekje smo ujeli, valjda kje, Q nam je razlagal, ne? Pa Trump, ne? Da we got them all, imamo vse. Kaj vam ni jasno? Imamo vse. In mi nismo znali čisto razumeti tega. In jaz sem si to razlagal, smo ljudje vsi trekerani, torej sledeni, kar drži. Nisem pa si predstavljal, da ta we got them all gre še globje. Kaj ti? Lahko človek na sebe da masko. Lahko da 2 maski. Lahko jih da 2000. Nima veze. Mi smo rekli, maske padajo. Bolj je nora ta izvedba, da v bistvu mi smo začeli videti skozi vse te maske, kdo se za maskami skriva. Ne? Zaradi tega, ker smo pozorni. Zaradi tega, ker maska je samo maska, kulisa. Kaj se pa skriva v človeku, kako on deluje, kaj nam kaže s svojimi dejanji, tega se pa ne da skriti. Niti pod točko razno se pa ne da skriti energije, ki jo ima v sebi. Ne? In dejansko je na nas, ki nas je le milijon, za katere hlapci kričijo, da nas je malo, sej se strinjam, to sem tudi jaz že rekel, malo nas je, so far. Upam, da nas je pa noter v sebi mnogo več, vendar na nas je. Ne, da se gremo mi duhovno rast, pa ne vem kaj, dajmo te stvari mičkan na stran, ker so se tudi farizeji začeli spotikati ob to, da neki duhovneži, ki širijo ljubezen in to. Ja, o ljubezni se pogovarjamo in tudi o duhovnosti, čeprav to besedo sem jaz dal iz svojega besednjaka tako močno na stran, glih iz tega razloga, ker so se vedno ljudje ob to spotikali. In smo dali v ospredje Kekčevo pamet, ne? Vendar Kekec je bil tudi pozoren, kaj ne? No in naša naloga je v bistvu njih prepoznavati, tudi sebe, kdo smo mi, absolutno, kdo smo plemenski ljudje, ker nobenega ne smemo pustiti zadaj, ne? Nikogar ne smemo obtoževati, vsak pri sebi ve, ampak mi moramo znati prepoznati narcizem, znati prepoznavati skozi maske. In to je največji preboj bil tudi pri meni, ker sem jaz enkrat prepoznal igrco. Ne? Seveda, do danes nisem jaz prav prepričan za vse ljudi. Jaz si ful želim, da bi bilo več ta pravih plemenskih
želim si jih več, pa sem žal razočaran. Nisem razočaran, pač realnost je taka, ki je, in tudi sprejmem jo. Ne more me pa noben več prelisičiti. Tle pa sem pa kar vesel, da mi je pač to ratalo, ne? In bi vas res rad spodbudil, dajte biti pozorni, kako se ljudje obnašajo, na kakšen način vam želijo stopiti na prste. Ne ukvarjajte se z ustrahovanjem vlade, kako želijo policaje v šoli, LGBT, VHO, jaz ne vem, tam zakone pripravljajo. Temačni bodo šli do konca. Oni imajo svojo vizijo ustanovitve novega svetovnega reda, vendar jim hudo drsi. Ker če jim ne bi drselo, potem ne bi denarja vrnili. Nekdo jim je stopil na prste in ne bo se zgodil nov svetovni red. Dokje bodo šli s svojimi psihozami, je pa po mojem tudi puščeno strani Q-ja glih tok, da se nam ljudem prikaže, kdo so akterji, da v bistvu mi te maske zdaj zares bolj eksplicitno prepoznamo. Ne? Tudi, da mogoče tisti, ki ni dovolj delal na svoji pozornosti, da bo zdaj trivialno videti. Ne? In razkritje narcizma je tukaj, razkrivamo ga plast po plast in ugotavljamo, žal razočarani spet, kako zelo velika je bila ta reč in kako je v bistvu gnilo funkcionirala. Ne, ampak svoboda je tukaj noter. Tudi Prežih jo je imel, in Voranc, in Kajuh, in Fredi, in Marli, in Aki Rahimovski. Prepusti se, uhvati ritam. Nitko nam ništa ne može. Ne bojo nas. Ne, nikoli nas ne bojo. In sanjaš o lepih stvareh. A ne veš, da so one že not? Svojo igro igraj. Opusti se. Igro. Svojo življenjsko igro. In tle sem še eno najdel, se glih se upada. Kad sem bil mali in plakao, mama me je nosila v naročju in tiho govorila. Ne boj se. Neče tebe niko. Izgleda, da je bila v pravu. In to je ta notranja moč, ta notranja integriteta, ki se mora vsakmu izmed nas zbuditi, in to je kolektivni awakening. Zbuditi noter svojo moč, kajti narcizem je to moč tlačil dol, se posmehoval ljubezni in duhovnosti, ne, in od nas pričakoval neko bojevanje. Ni ideja naš, da se bojujemo, ideja je, da se postavimo na noge. In oni se nas bojijo že samo s tem, da mi smo. Kamoli, da smo združeni. Jih pa pihnemo, k Gulliver. Ne? Pritlikavce. Kaj pa je, otroci? Ne? Hočem vam reči, ne padete na trike z bojevanji, z upori in tako. Mi sami po sebi smo uporniki noter, ker nismo ubogali sistema in ne ubogamo na vsak ukaz praktično ničesar več, če dalje manj stvari. Sej moraš hoditi po pločniku, sej to je valjda družbeno sprejemljivo, da bo pa en mangu preko, da pa zdaj pa jaz ne smem iti v ta javni prostor, ker nimam maske, starimo, tlele se pa ne bova midva, ne? Pa da jaz ne morem tega in onega, če ne bom ovo in ono. Mislim, veš, vse zavarovalnice so tudi ena velika lopovščina, pa ko boste spoznali in razbrali, kaj je Ponzijeva shema, boste ugotovili, da je in bančništvo in zavarovalništvo vse Ponzijeva shema. Vendar, če bi jo jaz hotel organizirati, jo pa ne smem. Valjda, da ne. Satanizem, ja, mi pa ne. Dvojna pravila so bila in padajo in prihajajo na plano naša pravila, ki niso pisana. Ona so sem tle noter in mi jih že poznamo. Mi vemo, kaj je prav. Ne laži, ne kradi, ne dele se neumnega, ne želi bližnjega žene. Bodi tisti, ki ti ne želiš, da drugi tebi delajo, ti ne deli drugim. Sam narcizem tega ni upošteval. Narcizem je delal glih kontra. In ta kontra se super, da smo ga prepoznali in se bo končal zaradi tega, ker je dovolj, da je prepoznan. To smo že davno rekli, ko bomo mi kolektivno spoznali,
kako grda je bila igra, kako je igra funkcionirala, igra neha funkcionirati. To je čarovniški trik, ki ti veš, kako čarovniški trik gre, te noben več ne more okrog prinesti. No, kaj ni logično. Tako da dajmo se zavedati te širine. Po drugi strani ta narcizem misli, da mi kar nič ne vemo, ne? Tako kot oni, ki se delajo, da nič ne vejo, mislijo, da tudi mi nič ne vemo, ker pač o tem ne govorimo. Oni se ne zavedajo, kaj vse mi že vemo o igri in o posameznikih. In zaradi tega, ker vemo, kako delujejo. Poleg tega imamo pa še dodatni faktor, spremljaj tok denarja. Tako to je, jaz se nisem tega spomnil, zdaj se pa hudo zavedam in v bistvu v mnogo primerih lahko potrdim. Mi smo se nekako med drugim pogovarjali, moraš definirati, kdo si, ne? Define yourself. V sebi odkri, kdo si. Smo probali nekako negirati izraz poišči se, ker se ni noben nikamor zgubil, tako kot se zgubi, ne vem, kuli. Ne? Mi smo noter in se moramo samo jasno definirati te zabledene slike o sebi, kdo smo. Seveda na osnovi moralnega kompasa, mar ne? Pa brez grehov, mislim. Grehe dati na stran. Kako daš greh na stran? Lej, počisti svojo zgodovino. Počisti. Torej, usedi se in zdaj preštudiri, kako je bilo nazaj, pa ovo, pa oprostiti, pa da me bolelo. Jaz sem rekel burn the bridges. In če sem rekel glihkar, da moramo pospraviti zgodovino, vam dam en hitrejši postopek, poliješ z bencinom, zažgeš in je stvar pospravljena. Ne? Ashes to ashes, dust to dust, v pepel si bil, v pepel se povrneš. Ko se povrnejo v pepel virtualni, lahko čist vsi zgodovinski problemi, prav pa je, da iz zgodovine svoje lastne potegnete to, kdo ste in v kaj ste se... V kaj vas je življenje izobrazilo v kontekstu, saj smo že obdelali, ne? Kaj imamo radi, poiščemo naše lastne talente, kaj nas radosti in kaj nas polni. Tle sem mu še eno dobro sličico, pa bom najbrž pozabil. Pa bom recimo tale, se mi zdi tudi krasna. Neka vrata v preteklosti bi ipak mogla ostati zaprta, ampak kaj, ko smo tako ferbčni, ne? Tako da brigaj se zase, je tudi ena izmed stvari, vsak ima svoj posel, kaj te briga, kaj se tam dogaja, ne? Ne, sej, jaz imam pri sebi svojega dela v tem trenutku tukaj in zdaj mnogo, pa boste rekli, kako zdaj si kontradiktoren, ne, prej praviš o narcizmu prepoznati, zdaj pa te nič ne briga tam. Močno me briga zaradi tega, ker ta narcizem je kot kača lezel proti meni in nas je, ne meni, nam, in nas je vse stisnil v tak nek kot brez izhoda, kjer smo se mogli postaviti na zadnje tačke, pokazati kremplje in udariti nazaj. Seveda zdaj je pa cviljenje in tuljenje, da kaj se, pa nisem jaz nič, jaz sem samo bogov. Prav stari, bomo tudi mi samo opravili svoje delo, ker ste šli pač predaleč, zaradi tega, ker ste na osnovi izvornega greha grešili dolga leta brez slabe vesti, brez milosti, brez sočutja in ste izdajali plemenske ljudi. Mislim, pa še enkrat, ne spodbujam nobenega nasilja, ker nasilje ne reši ničesar. Naša mernost je njim hudo narobe, oni so si želeli ustvarjati nemer in globoka mernost kot magnet vabi, privabila ljudi plemena. Okay? Narcisom pa gre ta mer na živce, kako si ti lahko tako meren. Oni igrajo, da so merni, ampak v sebi so hudo nemerni in prestrašeni in se bojijo slišati karkoli okrog svojega delovanja negativno-narcističnega. Okay? Tako. Torej, če smo rekli zažgi stvari, dajmo pomisliti, koliko kresovanj in koliko prepovedi ognja smo mi bili deležni v zgodovini.
Koliko izmed vas je v zadnjem letu zakurilo ogenj vsaj 5-krat? V tem letu, mislim, ker zdaj je maj, v zadnje pol leta. Koliko od vas je zakurilo ogenj v lanskem letu, 2022, vsaj 20-krat? Malo vas je, ne? Resnično mnogo ljudi ne kuri več ognja, zaradi tega, ker je vse povsod to prepovedano. Iz enega razloga, ki pod pretvezo čuvamo naravo, ne. No, oni niso naše narave nikoli čuvali, ne. Pod pretvezo ogenj ni bil zaželjen zaradi tega, ker ogenj je element, ki ga mi rabimo. V ognju mi najdemo ogromno miru. Spomnite se, kot otroci ali pa tudi zdaj, ko ste kakorkoli že stari, če človek sedi pa gleda ogenj, tisto, bom rekel, bulo žarjavce, kako je to pomirjujoče. Jaz osebno lahko to gledam ure in ure. Jaz sem že letos zakuril ogenj vsaj 20-krat, da ne bo pomote, zaradi tega, ker se zavedam, da ga rabim. Tudi čevelj sem že položil na zemljo, boso nogo sem položil na zemljo v letošnjem letu kar nekajkrat. In tudi kopal sem se že v jezeru, ker se zavedam, koliko so te stvari za naše telo pomembne. Ne? In zelo malo jem procesirane hrane, zaradi tega, ker se zavedam, kako je to za nas škodljivo. Vendar naše telo je super ustroj, ono tu vse, kar ne rabi, izmeče ven. Simple kot pasulj. In zdaj, seveda, ene stvari so bolj strupene kot druge, valjda si je satanizem želel nas zastrupiti na vse možne načine, počas, ne na hitrco, no s cepivi so mičkam pojačali, koliko na hitrco, pa kljub vsemu nemudoma. Ne, da človek umira lepo počasi, da se pridejo na plano tiste neke anomalije in smo se že menili, samo gensko izpravni znajo iti naprej. Gensko poškodovani pač ne. Sem že rekel, mogli bomo čustveno navezanost dati na stran in žalovanje, se posloviti od človeka, vendar moralo je tako biti in naj gre vsak, ki je zapeljal zgodbo predaleč na čistilni servis, se temu reče, reinkarnacijo, in naj se vrne nazaj čist, ko bo okolje tudi za njega že očiščeno in mogoče njegova dušna naloga bila samo to, da bližnjim pokaže, kam je zaglajzal, ne? Da prepoznamo mi. In mnogo nas se strinja, hvala koroni, da je odprla to Pandorino skrinjico, če si jo zdaj tako predstavljamo, kaj je bilo v skrinjici skrito, zdaj pa to vse leti na plano. Iz Aladinove svetilke pa je pobegnil duh svetlih in je neustavljiv. Ne da se ga z metkom, niti z injekcijo, niti s hrano, ker duh je pa neuničljiv, kakorkoli že, ne? Mogoče še ta primerjava, človek, kadar naredi izvorni greh, torej prvo grešno dejanje, takrat nekako podpiše sam sabo, pogodbo o disconnectionu, torej ne navezanosti sam sabo, stiku samem sabo. Več grehov, večja je distanca med duhom, med osebnostjo in človekom kot takim. Ne? Torej, narcis je davno že odlepil svoj biti, ne, od sebe stran. Jaz verjamem, da bo težko priti nazaj, sem že večkrat rekel, ne bi bil rad v njihovi koži, vsakmu sem pripravljen ponuditi roko 1 na 1 ali pa kakorkoli drugače, vsakmu, ki se bo resnično enkrat želel spremeniti in bo nehal ubogati ukaze in sodelovati s sistemom in delati za obče dobro. Poznam ljudi, ki so se spremenili in obstaja možnost, kdor želi. Kdor pa ne želi, se bo pa še naprej delal. Kaj že? Ja, valjda, neumnega. Kot da nič ne ve. Jaz sam delam. Prav. Dobro. Ljubezen je tisti most med vsem in med tabo. Ne? Med nami. Torej, greh je v bistvu
Kad bi odrezal ljubezen stran, imaš greh, ljubezen pa jaz in ljubezen te povezuje s celotnim bitnim vesoljem, ampak greh pa prereže to ljubezen stran in nimajo ljudje več stika samim sabo. Zaradi tega, ker jim je odvzeta ljubezen že v mladosti, čim prej naj bo odvzeta ljubezen, torej težka kaznovanja, psihične masakrancije so pa zdaj v bistvu bolj moderna stvar. Včasih si jo po prstih dobil, pa bi jo marsikdo od vas lahko potrdi. Raje vidim, da bi me klofnil enkrat, pa je stvar zaključena, kakor da poslušam zdaj že 2 meseca eno in isto sranje. No, in psihično nasilje je v bistvu dost močnejše od fizičnega nasilja, pa da ne bo pomote, ne podpiram ne enega, ne drugega, ampak zavedamo se veličine, koliko ljudem so ubili duha v človeku s tem psihiranjem. In narcizem je nič drugega kot psihiranje, kaj ne, saj smo to že obdelali. Mi moramo v tem, če smo rekli narcizem, je izdelovanje distrakcije, kaosa, nemera, nerazumljivosti, kakorkoli obračamo. Moramo mi to distrakcijo izstradati, torej stradaj distrakcijo in istočasno hrani svoj fokus. Svoj fokus na tiste stvari, ki jih imamo mi radi, vendar pozor, ne nasedite poceni dopaminu. Torej kratkotrajna zadovoljitev, veš, nekako se počutiš malo v bedu, pa odpreš nek TikTok, pa so filmčki, pa je v redu, ne. Ali pa narediš en, bom rekel tak, hiter nakup, ki nima nobene teže, ne, ali pa misliš, da te bo zadovoljil, pa te ne. In te, ja, kratkotrajno te. Tako da ne nasedite poceni dopaminu, več ali manj sem noter spadajo tudi igrice, video vsebine, entertainment v kompletu, s kompletno pornografsko industrijo, ne, da ne bo pomote. Tako, posmehovali so se duhovnosti, tako in čakaj, zdajle, to sem si dobro zapisal. Sistem brez ljudi ne dela, sistem ni v fizični obliki, ne? Torej, morajo biti ljudje, da sistem funkcionira. Torej, več ljudi, kot je del sistema, bolj je sistem močan. Ne? In rimski imperij krat milijon je zdaj ta sistem velik in mnogo ima svojih pripadnikov. Včasih je bila to religija in ne obstaja religija, če ni vernikov. Ne moreš ti predavati svoje vere, če pa ni tam poslušalcev. Ne? In enako laž ne funkcionira brez poslušalcev. Pa lahko oni trosijo, sistemski ljudje, svoje laži, ali pa narcisi, komot jih širijo, ampak če nima ta laž poslušalca, ne trigne poslušalca, ta laž je padla na neplodna tla. Pa smo padali na njihove laži, da ne bo pomote, vsi do zadnjega predvidevam. Ampak hvala Bogu smo dovolj prebujeni in aware, pozorni, da vidimo, kaj je laž in kaj je resnica. Ne? In ena izmed modernih religij v tem primeru je znanost. Ne? In država se zdaj bori, državni aparat, da pač ljudje ne zaupajo več ne stroki, ne politiki, ne znanosti. Ja, valjda, hvala Bogu, se pa znanost je, kako je že, I trust the science, and I found the silence, ne, v kontekstu, denar je kupil znanost, no, sej znanost sama po sebi bi bila super, če ne bi bila kupljena, ne, in valjda, podkupnine so bila ena beseda, ki je kao politika večkrat nucala, jo je treba pa korupcijo zbrisati, ne, pa vsi skorumpirani do amena, korumpirani, plačani, nagrajeni, ne, sej lahko tudi prek uradnega bančnega računa pride ta nagrada, korupcija, pač to je lestvica, plačilni razred, pa ne vem, boniteta za uspešnost, pa svetovanja, pa ne vem kaj. Za milijon evrov svetovanja, stari super. Le kje so najdli tega strokovnjaka, ne?
Ne bom se kaj not spustil, pač ta korupcija je bila vse povsod in tudi v znanosti je bila in znanost nima več moči, če nima poslušalcev, ne, vernikov, ki verujejo, da je varno in učinkovito, ne. Pač mi ne verujemo, da maske delujejo, pač ne verjamemo. Pa je to lahko katerkoli znanost, se gre džabe biznis, majster. In da končamo tle, ker smo začeli, ne bojo nas, nikoli nas ne bojo. In ne ubogamo mi ukazov, biričev in hlapci ne kričijo, kako da nas je malo. Kar oni krčijo. Nas je lahko sam 5 ali pa sam 50 ali pa sam 500, pa smo močnejši od vseh laži, od vse znanosti, od vse podkupnine, ki so si jo raztalali in izgleda, da jo bo treba enkrat vrniti. Malo si poslušajte Parni valjak, krasen je. Aki je bil naš človek, ne vem zakaj ali se je prodal, ali je padel pod znanost, ali je ipak mogoče tudi to sem scenarij, ki mogoče upam, jaz sem si srčno želel, da Aki je naš, da je ta novica lažna, da je on pokojni. Ne vem, ne zaupam, ne verjamem pač nobenemu več, še najmanj pa znanosti, politiki, medijem, bankam in sodniškim scenam. Čeprav tale bi bila krasna, da bi vrnili, ne? Pa še to bomo videli, do kam bodo stvari speljale. Zagotovo pa ni nobenega razloga za strah, ker gre za ustrahovanje, realizacije njihovega ustrahovanja pa ni in jo ne bo. Zaradi tega je prav, da ostanete v tej nevihti, merni, ker pred nami je resnično krasen svet, kjer ne bo polen pod noge, kako bomo mi z lahkoto, kako sem pisal, z lahkoto bomo rastli in uspevali, ker ne bo sovražnika. To je tako, kot solatka hitro zraste, če ni polža, če pa polž, pa ne gre, ne. Ali pa en kup škodljivcev in mi smo živeli med škodljivci in resnično tega bo konc. Datumov ne maram napovedovati, ne nič, vendar 1.6. se nekje obeta totalni kolaps denarja. Obeta, napovedan je, od kje je prišel, a je realen, a je resničen, ne vem, zato ga ne bomo dal zdravo za gotovo. Je pa prav, da imate kaj gotovine pri sebi, kakorkoli že, in da imate zalogo za vsaj par dni, da v tem mega kolapsu ne boste v množici iskali svoje štruce kruha. Prav, držite se, uživajte, ljubljeni ste vsi in smo vsi in se čaka, da razpremo krila in poletimo. Aj prav, ajde, čau. Ko te žalim, da me probudiš.